4, 3, 2. Srečno! Srečno seveda vsem, tudi županu Matjažu Rakovcu, ki je sedaj odvrgel štartno pištolo in pohitel med tekače. Tokrat že tretji tek za Kranj, obenem pa tudi memorial Vincenza Draxlerja. Pa tudi vi ste tekli. Ne samo tekov, najprej sem šel na pohod in potem še tale tek. Skratka, dobrodelnost, s tem izkazujemo čast in spoštovanje do gospoda Vincenza Draxlerja, ki je res veliko storil za Kranj, za celo Gorenjsko in tako nadaljujemo tudi njegovo delo. Vi sicer tečete ali samo danes? Najraje hodim, po pravici povedano, in kolesarim. Malo manj rad pa tečem, ampak za take dogodke ni problema. Ste zadovoljni, kar 416 tekačev je bilo na štartu? Ogromno tekačev, predvsem pa ogromno obiskovalcev, tudi pohodnikov. Tako da vidimo, da Kranjčani in okoličani si res želimo takih prireditev. Tudi tek Kranjček je uspel za najmlajše. Tudi to, res bilo je zelo zanimivo, vsak je dobil nagrado, diplomo, skratka, poskrbljeno za vse. Ste pa danes tudi v družbi številnih promotorjev, športnikov. Tako je, tukaj imamo kar nekaj promotorjev, začenši z Juretom Koširjem kot promotorjem in pa seveda ambasadori športa, kot je Vesna, kot je Tadej, kot je Robi in pa Emil, moj kolega plavalec. Ja, skratka, res lepo, da se udeležujejo takih prireditev in to so vzorniki za mlade, za nove športnike. Kdaj si pravzaprav začel teči ali danes prvič? Tečem že kar celo življenje in mislim, tek je bil sestavni del mojega treninga, ampak nikoli pa nisem ravno bil velik ljubitelj teka, no. Potem pa nekje okrog 40. leta svojega sem se pa resno lotil teka in moram reči, da sem ga vzljubil in sem odtekel tudi klasični maraton 42 km v Berlinu in je bila enkratna izkušnja, tako da zdaj tečem zase, udeležujem se tudi prireditev tekaških, tako da tek je zelo fajna stvar. Tek je zelo naravno človekovo gibanje, poleg hoje in treba je pa sicer z glavo, ne tekmujem, ampak pač treniram zase. Ali lahko tudi rečeva, da tečeš hitro, včasih pa počas, tako kot poješ v svoji pesmi? Ja, v bistvu tečem bolj počasno, če sem čisto odkrit, tako da bolj tako moram reči. Koliko kilometrov boš danes tekel? Bo šel na 10, mislim, da bo šlo, ampak v nekem zmernem tempu. Glede na to, da pa prihajaš iz Mojstra, na tom okrog je pa dovolj tekaških poti, tako da bi lahko treniral, če bi prišel domov. Ja, celotna Gorenjska ponuja ogromno lepih tras za teč. Mislim, to je ena prednosti, ki jih imamo v Sloveniji, da imamo resnično lepo naravo, zelo blizu mest, kjer živimo in to je super stvar. Tokrat si promotor te prireditve, teh za Kranj in pa memoriala Vincenza Draxlerja. V bistvu moj dober prijatelj, Gregor Stojanovič, bivši smučar, soreprezentant v mladinskih vrstah, je eden izmed organizatorjev tega teka in me je povabil, tako da z veseljem. Poleg tega je pa Kranj mi je pri srcu in Gorenjska mi je vsekakor pri srcu. Zakaj si danes tekel? Za tek, za priznanje, pa da sem dobil priznanje. Za Kranjčkov tek? Ja, za Kranjčkov tek. Kje pa drugače tečeš tudi? Doma, pa sem v Tržiču že enkrat tekmoval, isto na teku. Kako je bilo teči na Kranjčkovem teku? Dobro. A veš, kdo je to Kranjček? Ja. Kakšen pa je? Zelen. Zelen je? Aha. In kaj imaš v rokah? Diplomo. Diplomo. A tudi doma kdaj tečeš? Kaj pa v šoli? Ne. Živjo, si ti tudi tekel za Kranjčkov tek? Ja. Ja, in sicer tudi kje tečeš? Doma okrog šole? Ja. Zakaj? 614 je na štartni listi. Ti všeč ta maskota Kranjček? Ja. Mladi predstavniki Kranjčki so tekli. Kaj pa držiš v rokah? Imamo še dobrih 300 Palčka. Aha, je to diploma za uspeh? Ja. Manca, tudi ti si tekla na Kranjčkovem teku? Ja. Kaj pa sicer veliko tečeš, od kje pa prihajaš? Iz Škofje Loke.
Katero šolo obiskuješ? Osnovna šola Škofjelka mesto. Ti je bilo všeč? Ja. Si dobila diplomo? Ne. Zakaj si se odločil, da danes tečete? Ja, fajn je teči, no. Se malo rekreiraš. Fajn za noge, fajn. Zelo fajn. Na koliko kilometrov boste tekli? Tekli bomo na 3,3 km. Eni tukaj šele drugič, ampak jaz osebno že tretjič. Koliko vas je? Prihajate iz Trigljeva? Mislim, da nas je okoli 20 ali 10, tam nekaj vmes. Ja, to je to. Treniramo vsi skupaj vaterpolo. Kolikokrat si se že udeležili teka? Ta let je že tretjič. In koliko kilometrov tečete in za koga? 3,3 za Kranj. Ste se kaj pripravljali na današnji tek? Ne, Sicer tečete samo rekreativno ali še kaj drugega? bolj plavamo. Bolj plavate. Kaj je bolje, plavati ali teči? Plavanje je meni osebno boljše. Kako je bilo na poti? Počutil sem se odlično, glede na to, da sem bil zdaj 14 dni brez treningov, ker sem imel pač virozo. Tako da občutki so bili dobri, da sem spet lahko končno vrnil na treninge in mislim, da je bil to samo en dober trening. Ta trasa ali una na Brdu? Bolj mi je všeč čisto na Brdu, mislim, da zaradi narave, ker je zelo lepo. Tako da ja, tista je boljša. Je težje teči, če je vreme lepo ali če je bolj oblačno? Seveda je lepše teči, če je vreme lepo, tako ker je danes sončno, temperatura lihta prava, ni nobene vlage, ni pihal, tako da danes je bilo popolno za laufati. Maruša Cijandorkič, prva med ženskami, je bilo veliko treninga. V bistvu treniram atletiko, tako da sem v bistvu že na treningih veliko, v bistvu se pripravljala. Ne vem, na to tekmo sem hodila kot neka predpriprava na Ljubljanski maraton, tako da proga mi je bila zelo všeč, tako da sem zadovoljna. Kako je bilo pa na poti, je bilo naporno? Ja, v bistvu glede na to, da sem šla to progo že dvakrat česa, ne sem jo že poznala, tako da ni mi bilo toliko naporno, ker sem že vedela traso, tako da. Je lažje teči v lepem ali v oblačnem vremenu? Definitivno v lepem vremenu, tudi boljše vzdušje, tako da sem zadovoljna. Čestitke. Hvala. Gregor Kustec, vi prihajate iz Škofje Loke, prvi ste na tem čudovitem teku 10 km. Ja, seveda, Škofje Loke prihajam, je pa res čudovit tek, no. Tako da danes je še vreme, lepo naredil eno tako zaokroženo celoto, ampak tako, lep tek po Kranju, kar nekaj ljudi. Super je, ker je dobrodelen, ker veliko otrok teče, veliko ljudi teče samo zato, ker radi tečejo. Potrebno veliko rekreativnega teka, da ste pa lahko prvi. Ja, tukaj ni rezultat, ni v nekem pomenu. Tukaj smo prišli teči, zato da podpremo neko prireditev. Pač, bil sem pa ta prvi, ker je bila očitno konkurenca majhen slabša od mene, no. Ni bil pa to glavni motiv. Ja. Kar velika konkurenca je danes. Ja, številčno ja, je pa res, da prav tistih najboljših rekreativnih tekačev pa danes ni tukaj, no, tako da, ampak v redu je, ne. Čestitke. Ja, hvala. Natalija Mašera, prvo mesto med ženskami, do 10 kilometrov. Ste profesionalna tekačica? Ne, rekreativna, no. Pač, zdaj, ob otroku, no, dokaj malo časa, no, za trening, tako da v bistvu sploh nisem pričakovala, no, da bom zmagala danes. Koliko časa že tečete? Še od otroštva, no, ampak zgolj rekreativno, no. Ste pričakovali prvo mesto? Ne, sploh ne. Tako da sem presenečena. Tretje mesto. Vas čaka še kakšen tek letos? Pa najbrž še, no. Bomo videli, kako bomo uskladili z otrokom pa partnerjem, tako da sigurno še gremo na kakšen tek, no. Iskrene čestitke. Hvala. Tretji tek za Kranj, obenem pa mineva leto dni, odkar ste se poslovili od velikega dobrotnika, gospoda Vincenza Draxlerja. Tako je. Letos smo se odločili, da združimo dva teka, županov tek in tek za Kranj v tek za Kranj Memorial Vincenza Draxlerja.
Zelo smo zadovoljni, da nam je to uspelo, glede na to, kako veliko število tekačev se je odzvalo tako na tek kot na pohod Vincenza Draxlerja. S tem so tudi ljudje skupaj, s tem smo dokazali, kako znamo ceniti vse tisto, kar je gospod Draxler v 18 letih daroval za Kranj, za ranljive skupine, za fundacijo Vincenza Draxlerja in njen razvoj in socialno podjetje, v katerem danes se lahko pohvalimo, zaposlujemo 26 oseb, od tega 19 invalidov in bivših odvisnikov. Postavil na noge tudi nov reintegracijski center v Križah pri Tržiču. No, reintegracijski center, program izvaja Center za socialno delo Gorenjske, medtem ko v delavnicah socialnega podjetja pa izvajajo delovno terapijo udeleženci ali pa ti, ki so v programu reintegracije. Tako da po letu bivanja v domu Vincenza Draxlerja in delu v delavnicah po enem letu, da so sposobni za trg dela in da se lahko zaposlijo. Skratka, veliko je pomagal mestni občini Kranj in ne samo mestni občini Kranj, tudi komu drugemu. Širše celi Gorenjski in če pomislimo, da smo z njegovo pomočjo ustanovili prvo socialno podjetje na Gorenjskem, ki je lahko vzgled številnim drugim tudi po Sloveniji, ne samo na Gorenjskem in v Kranju.